Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na portalu Info360 v Uri resnice. Z menoj sta Boštjan Turk in pa Sebastijan Rečič, naša stalna komentatorja. Zdaj, pogovarjali bi se pa o teh zgodbah, ki se trenutno napletajo okoli pravosodja. Zdi se, da bi se tem pravosodju nekaj dogajalo, poteka kot neka bitka za Stalingrad, kdo bo obvladoval pravosodje. Več različnih zgodb, ampak med seboj na vsak način povezanih. Če naštejem samo tri, pa bomo potem mogoče vsako posebej malo pokomentirali. Ena je ta zgodba z Accettom, Vero Jourovo in pa tem famoznim sestankom in debato okoli novel zakona o RTV iz marca 2023, ki je zdaj postala javno znana, kaj se je takrat dogajalo, oziroma dokumenti so prišli v javnost s pomočjo Evropskega sodišča in pa evropskega poslanca Milana Zvera. Potem ta zakon Lex Miki, ker Gibanje Svoboda poskuša zagotoviti podaljšanje mandata Miodragu Đorđeviću, predsedniku Vrhovnega sodišča, čeprav konec tega leta bi mogel zapustiti sodišče, ker bo dopolnil 70 let. In pa seveda ti najnovejši napadi Gibanja Svobode na sodni svet, ker se mu pač poskuša priškrditi katere pristojnosti, ker očitno je zdaj sodni svet v tej sestavi trn v peti, predvsem zaradi Đorđevića, zaradi Marjana Pogačnika, predsednika okrožnega sodišča, ki bo verjetno tudi mogel zapustiti funkcijo in podobno. Tako da predlagam, pa da gremo zdaj to na najbolj vročo temo, Accetto, Vera Jourova. Zdaj očitno je prišlo, Boštjan, do tega, da se je pokazalo zdaj to, kar smo nekateri itak vedeli oziroma govorili, da je ona prišla takrat sem v vlogi Evropske komisarke oziroma celo podpredsednice Evropske komisije in da je v bistvu na nek način Accetta brifirala, kako naj se odvije zgodba na Ustavnem sodišču v zvezi z novelo zakona o RTV. Ker namreč karkoli pač obračamo, potem se je to dejansko zgodilo, to, kar so si oni v bistvu želeli. Sodišče je sprostilo začasno prepoved in priznalo pod narekovaji, da o tem ne bo pač odločalo in na RTV-ju se je zgodilo to, kar se je zgodilo. Ta famozna depolitizacija, v bistvu politizacija, da je potem iz tega nastala tako ena globova televizija. Ampak zdaj Accetto zdaj to zanika, ne? Ja, jaz bi rekel, jaz bi rekel tako, zadeva je zelo enostavna. Nedolžnost zgubiš enkrat. In eden od vrhovnih sodnikov, in tudi mislim, da je bil prejšnjič ustavni sodnik, gospod Zobec, je rekel, lejte, tle je problema. Accetto je očitno lagal to, kar si ti objavil leta 2019, ko je rekel, da predno je postal ustavni sodnik, je rekel, da nima nobenih stikov s stranko SMC, niti z Miratom Cerarjem, niti da pač ni bil v nobenem kontekstu udeležen v zgodbah te stranke. Potem je prišel ven zelo famozni in razvpiti mail, v katerem pač je očitno, da je pisal program. In to je pa pač eklatantna laž, ki so jo potem mediji poskušali, bi rekel, neutralizirati oziroma jo speljati. Tako kot danes, speljati da je to konflikt Jakliča in njega, kar sploh ni res, ampak je Zobec postavil zelo temeljno vprašanje, ki to jaz postavljam. Kako boste človeku verjeli, če je enkrat lagal pred mediji, lagal pred javnostjo? Pa ni lagal jaz lahko lažem kot privatnik, kot posameznik, ampak pa ne lažem, ampak on je pa lagal kot najvišji funkcionar države. Takrat je bil podpredsednik Ustavnega sodišča. Podpredsednik Ustavnega sodišča, če je enkrat lagal, zdaj mu pa verjamem drugič, da ne laže. Zdaj pa še večji problem je pa ta, ker obstajajo pač dokazi o tem, da sta se z Jourovo pogovarjala o RTV-ju in kako. To je v moji knjigi, ki je bila oddana v tisk, tam mislim, da februarja nekje leta 2024 leta. Leto dni po tem dogodku. To so jetniki Svobode. In tam sem to povzel in hvala Bogu, da sem to naredil. In sicer pravim, Vera Jourova je rekla tole za medije. Podpredsednica Evropske komisije Jourova je srečanje s predsednico DZ označila za plodno. Se pravi, srečala se je z Urško Klakočar. Paste naprej. Dotaknila se je tudi aktualnih razmer na RTV. Paste to. S Klakočarjevo se je dotaknila aktualnih razmer na RTV. S Klakočarjevo pa se z Accettom, s katerim se je dobila, ki je imel zakon o tem ni pogovarjala. Pa opomnik je imela napisano. Pa opomnik je imela, pa se ni pogovarjala. Zdaj pa paste, kaj pride. Kot je še navedla Jourova, je v okviru delovnega obiska v Sloveniji pričakovanja
je v okviru delovnega obiska v Sloveniji razumela pričakovanje, da ustavno sodišče o ustavnosti novela zakona o RTV odloči kmalu. To je citirano iz dnevnik.si, imate v knjigi natančno referenco na to, pričakovanje, da ustavno sodišče o ustavnosti novela o zakonu RTV odloči kmalu. Dokaz črno na belem, da je bila Vera Jourova še kako seznanjena z zgodbo o tem in da je prišla, kar pa zdaj ni samo sramota za Slovenijo, to je sramota za Evropsko komisijo, tako kot je napisal dr. Pogačnik, jaz se z njim popolnoma strinjam, tu bi morala biti absolutna konsekvenca, ker to pa pomeni, da nekdo na vrhu bi rekel Evropske komisije poseže v tako imenovano delitev veje oblasti in pride v državo ukazati oziroma sugerirati, kaj ne se naredi. In to se naredi. To se naredi. To se je naredilo, ja. Pa še nekaj imam v knjigi, samo da končam. Izredno pomembno. Vera Jourova je po mojih informacijah v knjigi upravila 4, bi rekel, obiske sodišč. Ja. Če izvzamemo Češko. Od tega 4. En je bil v Romuniji, mislim v knjigi noter 2 v Sloveniji. 2 intervencije. Zakaj v Sloveniji? Slovenija ima 2 milijona ljudi. Se so večji problemi. Če bi bila recimo v Albaniji, ki se pridružuje, bi razumel, hočem reči. Zdaj, Accetto razlaga, da kljub temu, da je imela Vera Jourova to napisano v opomniku, da se oni o tem niso pogovarjali in on tega opomnika ni videl in da je to groza, sploh da je imela kaj takega zapisano, češ kaj si pa mi mislimo o tem, da bi pač on recimo se o neki odprti zadevi z njo pogovarjal in da bi potem sploh še v skladu z njenimi sugestijami oziroma navodili ravnal. Ampak lahko verjamemo mi Accettu? Mislim, ampak protestira zdaj šele po 2 letih. Ne? In hkrati je zanimivo, da je Evropska komisija to skrivala 2 leti in 7 mesecev. Jaz mislim, da je to ključni element za dajmo reči, odločitev o tem, ali laže ali govori resnico. Ne? Možno bi bilo, da bi imela to v opomniku, pa da bi se odločila, da o tem ne bi govorila. Ampak potem bi v trenutku, ko je gospod Zver kot europoslanec zahteval vpogled v ta opomnik, ga dala in zraven lahko PR-ovsko povedala, da kljub temu, da v opomniku piše ta vsebina, se pa o tem ni pogovarjala in bi našla neke razloge, ker je ugotovila, da to ne bi bilo primerno. Torej, PR-ovsko bi dosti lepše se ven speljala, če bi tisto bila resnica. Ne? Ampak očitno ni bila in jo je prikrivala. In ta primer kaže katastrofalno politično kulturo vse evropske politike. To kaže situacijo v Bruslju, ker ne samo, da je prikrivala, zdaj ni nobenih posledic. Torej, zdaj se je ugotovilo, da je praktično Evropska komisarka lagala europoslancu in da se je na vse načine, navkljub temu, da je bilo vrsta korakov do te končne odločitve, ker se je gospod Zver vztrajno resno boril za to transparentnost, da v tem trenutku zdaj ni nobene posledice. Torej, kaj se bo zdaj zgodilo? Imamo komisijo, torej, ki ne da laže samo europoslancem, laže evropski javnosti. In kot je rekel Boštjan, tu so pomembne politične zadeve, torej umešavanje v pravosodne momente samo nekaterih držav. Jaz verjamem, da so večji problemi recimo v italijanskem pravosodju, kjer je Giorgia Meloni v nekem momentu objavila maile, kako se med sabo sodniki torej izmenjujejo stališče, na kakšen način bodo sesekali njeno vlado. Skratka, obstaja očitno neko usporedno omrežje globalistične establishment politike, ki se seveda boji izgube svojih privilegijev in se zato tudi na take načine bori proti protestni neki novi politiki. Ampak zakaj se recimo zdaj, pač Jourova več ni evropska komisarka, zdaj tam dela na tej Karlovi univerzi, pa menda tudi svetuje predsedniku Republike Češke, Petru Pavlovaku. To, mislim, zakaj se je po tvoje ta Evropska komisija zdaj postala tako na okope? To je zanimivo, in zanimivo je tudi, da koncev von der Leyenova, predsednica Evropske komisije, izhaja iz EPP-ja, katere član preko SDS-a je tudi Milan Zver, ki je zdaj dosegel realizacijo te zgodbe. EPP je zelo široko politično gibanje, ki se tudi notranje nekako lomi. Tudi oni so zdaj gibanje. Gibanje, bom rekel, ali pa da rečemo politična družina, izjemno široka politična družina, ki seveda ni enotna in tudi notri se lomi ravno ta temeljna delitev, ker politologi ugotavljajo, da delitev levo-desno
ne pomaga razumeti te današnje evropske politike. A ne, Imamo delitev ja. globalisti, suverenisti, še bolj pomembna in najbolj enostavna delitev pa je establishment, anti-establishment. To pomeni, da te strukture se borijo seveda proti razkrivanju njihovih praks in početja, ki se ni zaustavilo s tem, da Jureva ni več komisarka, ampak se verjetno nadaljuje enostavno z novimi kadri. Se ni samo komisarka tista, te zadeve je vedela celotna ekipa, in je verjetno vedela tudi Ursula von der Leyen, ker verjetno je vsaj na kakem sestanku povprašala, glede na to, da je bilo, da je ta primer bil kar razvpit, in je morala vedeti nekaj o tem. Ni mogla ignorirati nečesa tako pomembnega v odnosu med parlamentom in komisijo. Ampak, Bojan, če smem še nekaj, ne? Ampak prav iz izjav, še enkrat bom prebral, Vere Jourove sledi, da se je zanimala za RTV. Kot je še navedla Jourova, je v okviru delovnega obiska v Sloveniji razumela pričakovanje, da Ustavno sodišče ustavnosti novela zakona o RTV odloči kmalu. Je pa naslednjo zelo pomembno vprašanje. Kdo pa je dal, kaj je omenil von der Leyenovo, Jourovi mandat za to, da v to posega? Ker da v to ni posegala, ni nobenega dvoma iz njenih izjav. Drugo, kdo je dal njej mandat? Ti ne moreš iti nekam, če jaz grem. Jaz sem bil zadnjič skupaj z profesorom Lilicisom na obisku pri rektorju v Zagrebu, ampak sem rekel, da tam nisem kot predstavnik Ljubljanske univerze, ampak kot pač predstavnik Evropske akademije. Ker Ljubljanska univerza ni dala mandat, nisem niti prosil, niti vprašal, brez veze. Ampak hočem reči, kdo pa je Jourovi dal mandat za to v bistvu protizakonito, protiustavno in kakršnokoli že, bi rekel, na kakršenkoli način že problematično dejanje, ki ga pa sama priznava. Kdo je dal mandat? Kdo je dal mandat? Ursula von der Leyen, ki je bila njena nadrejena. In tle je seveda vprašanje, ki bi ga moralo v Evropskem parlamentu odpreti, kako da se je to lahko zgodilo. Ker zdaj je možno, da to ni edin primer. Seveda ni. Samo ne vemo še. To še ne vemo, zdaj, ker že slučajno je šlo do zvere tako daleč tukaj. Koliko pa je to po vajnem mnenju bilo vse, kako bi rekel, sugerirano iz Slovenije? Ta prihod Jourove, mandat Jourove in tako dalje. Da rečemo drugače, zagotovo je v določenem krogu ocena, da so leve vlade pridne in da bodo sledile politiki, mandatu, ukazom iz bruselskega establishmenta, medtem ko Janševa vlada to ni, ki bo delala verjetno dosti bolj suverenistično, čeprav so del EPP-ja, čeprav so recimo nekateri vsaj podprli Ursulo von der Leyen, ampak kljub vsemu, ko nastopa vlada, nastopa dovolj suverenistično. Še vedno sodeluje seveda z mednarodno skupnostjo, ampak verjetno ne bo slepo sledila določenim temam, ki se v nekih bruselskih krogih recimo odločijo. Drug problem, ki ga jaz tukaj vidim, je pa seveda problem, ki sem ga razvil v zadnjem tvojem članku, v objavljenem, in ki ga je Boštjan Sebastian pač omenil prej, preden smo sedli za mikrofone, to je pač kakšen tip politikov mi imamo na oblasti. Kajti politik mora biti zavezan javnemu interesu, najširšemu interesu. Zdaj imam to prispodobo, ki je bila v članku na tvojem portalu, dvoj teles kralja, se pravi kralj kot politika, se rodi s telesom, ki je pač smrtno, tako kot je naše, pa s telesom, ki je pač odgovorno kraljestvu, odgovorno državljanom, odgovorno Evropski uniji. To je prvo. In kakšen profil ljudi mi imamo? Ursula von der Leyen je po pač vseh, bi rekel, preverljivih navedbah in po ugotovitvah nemških medijev plagirala 43,5% doktorske dizertacije. Ja, vem, zdaj ponavlja že mandat drugič. Hočem reči, kakšne ljudi mi imamo, da se take stvari lahko dogajajo. Vera Joureva, vsi vemo zgodbo z njeno aretacijo 2006. leta, vsi to vemo, da je bila tudi potem, če berete Višegrad Post, je bila potem izpuščena, pač tam ostaja nek dvom, jaz o tem ne bom sodil, ampak kakšne ljudi... Izpuščena iz zapora, hočeš reči. Iz zapora, oziroma ne. Pripora, Mislim, ampak kakšne ljudi imamo mi na vrhu? Kakšni ljudje, pa tudi, če tega ne bi bilo, tale primer, ker da je posegala nesporno sledi, kot sledi iz moje knjige, Jetniki svobode, iz njenih izjav. Ne iz izjav Janeza Janše, Sebastiana Jeretiča, Bojana Požarja, Boštjana Turka, iz njenih izjav to sledi.
iz njenih izjav, ki sem jih pa jaz imel, hvala Bogu, to intuicijo, da sem to zapisal in ohranil v knjigi. Zdaj, koliko jaz poznam pač Mateja Acceta, se mi zdi, da je tako, bom rekel, je tip človeka, ki bi recimo, za katerega bi lahko rekel, da upošteva neka navodila Evropske komisarke, pač koga jaz poznam in koliko sem se pač pogovarjal z njegovimi kolegi iz te pravne stroke, pa zimo pravne okolice Ustavnega sodišča, tako da tukaj, bom rekel, mu zelo malo verjamem, ampak zdaj po vajnem mnenju, kakšna je zdaj v bistvu usoda tega Mateja Acceta? On recimo sploh še lahko v bistvu upravlja funkcijo ustavnega sodnika. Jaz mislim, da se ne bo zgodilo nič. Ravno zaradi tega obdobja politične kulture, tega, kar je Boštjan rekel, danes nimamo več politike, ki bi skrbela za državo, za državnost, ki bi bila državotvorna. Torej nimamo državnikov, imamo politike, ki sedijo na funkciji in jih zanima samo še podaljšanje te funkcije. Torej ni tudi posamezne, dajmo reči, veje oblasti, ne skrbijo za ugled svoje veje. Jaz mislim, da zdaj tudi v zahodnem svetu, v celoti, ne samo v Sloveniji, ni več tistega spoštovanja funkcij, ki je mogoče bilo pred desetletji, pa se bo verjetno spet nekoč vrnilo, ker gre pač zgodovina v nekih ciklih. Ampak v eni resni državi seveda ne samo politiki, vrhunski politiki, ampak vsak funkcionar, en šef lokalne policije, sodniki, tožilci, živijo od svojega ugleda in kadarkoli se zgodi nekaj, kar okrne ta ugled, bodo seveda najprej povlekli potezo, kot je recimo zdaj povlekel recimo Jani Prednik, da ne bi okrnil ugleda institucije, je odstopil in s tem, dajmo reči, skušal ugasniti javni interes za njegovo zgodbo. Ampak torej bistvo vsake take funkcije je spoznanje, da je funkcija nad osebo, ki jo zaseda. Pri nas pa tega ni. Točno to. Ampak zdaj sem tudi mimogrede, predno sem šel v studio, sem prebral tudi tam eno izjavo Klemna Jakliča, kolega od Mateja Acceta na Ustavnem sodišču, ki je imel pomisleke, kako je nastala ta izjava za javnost Ustavnega sodišča, s katero branijo Acceta. Klemen Jaklič pravi takole, jaz ne vem, ne poznam tega njihovega sodnega reda, potem pravi, da morajo izjave za javnost morajo sprejeti na zboru vsi ustavni sodniki. In ga čudi, kdo je napisal recimo to izjavo in jo potem plasiral v javnost. Ampak zaenkrat še nisem videl, da bi kakršenkoli medij, recimo, ki ne bi sodil, recimo, striktno na desno stran, da bi recimo pozval Acceta k odstopu. Zaradi tega, ker smo v predvolilnem obdobju, ko ne bodo tvegali. Danes sem pogledal na Sloncu. To je vrhunska afera. To je najbolj vrhunska afera. Ampak danes pogledam na Sloncu, danes pogledam na Sloncu dnevnika, ljubljanskega dnevnika, drugega največjega časopisa v državi, še vedno, niti besede o tem. Na Sloncu, niti besede o tem, To je nekaj neverjetnega. Tu bilo treba res udariti plat zvona. To, kar se je zgodilo, da imamo mi ustavnega sodnika, ki v tako ključni stvari laže, in to, da laže, je očitno lahko ustavno sodišče sprejme kakršnokoli izjavo. Mi imamo izjave Vere Jourove, ki sama potrjuje, da jo zanima, da se to razreši čim prej, se pravi, da je globoko involvirana v to zadevo. Ta zadeva je po mojem tako resna, jaz to dajem pobudo, tako resna, da bi se mogla osnovati neka skupina, neko društvo vrhunskih pravnih intelektualcev, nekdanjih ustavnih sodnikov, recimo, ki bi morali dati pobudo, da se ljudje zbirajo pred ustavnim sodiščem, dokler ti sodniki, ki so glasovali za odpravo zdržanja sklepa, se pravi poslušali ta, bi rekel, popolnoma nelegitimen in v celoti, glede na evropsko pravosodje, nelegalen diktat Vere Jourove, odstopijo. Enostavno morajo ti sodniki odstopiti. To bi morali sami, ne samo Acceta. Vsi, ki so glasovali, jaz nimam nobenega dvoma, da se ni zvedlo, se pravi v tihi družbi, kakšne so sugestije z vrha in kako naj se tukaj ravna. In vsi ti bi morali odstopiti. In ljudstvo bi se moralo zbrati vsake toliko časa, kot se zbirajo pred, se pravi, magistratom, ko smo se zbirali pred vrhovnim sodiščem, bi se morali zbrati pred ustavnim sodiščem, kajti to je ključna, najpomembnejša institucija v državi.
Tisti, ki imate tukaj, bi rekel, nimate čiste vesti, odstopite. To bi morala zadeva gorje, da gre v pozabo. Ker če gre to v pozabo, potem smo mi, bi rekel, pogoltnili nekaj, česar absolutno ne moremo. Recimo, jaz se, z Boštjanom sem tudi prej, bi rekel, ga pač potrdil, se absolutno strinjam. Digniteta funkcije je tista, ki določa funkcionarja. Ne obratno. Ne? In tu je zdaj digniteta najvišjega pravosodnega telesa, varuha zakonitosti v celotni državi postavljena pod vprašanje tako kot še nikoli v zgodovini. In če bomo to zamolčali, če bomo šli mimo tega, potem smo si dobesedno bi rekel, goltanec prerezali. To je lahko ravno prelomnica neke kulture odgovornosti, ki bi se na tej točki lahko zgodila. In druga stvar, to je lepa priložnost za slovenske novinarje, da s to zgodbo se prebijajo na evropski nivo. Ker to je evropska zgodba, to ni samo slovenska zgodba. Iz tega bi lahko naredili začeli eno velik pritisk za spremembo evropske politične kulture. Dobro, Primož Cirman pa Nesi Zoredo se trenutno na mesto z Ačetom se uvajajo z sinom Petra Jančiča. Ampak to hočem reči, recimo, če vzamemo pač zdaj kot neko dejstvo, da je Ačeto poslušal Jurovo, zakaj je to naredil? Zaradi nekih svojih političnih preferenc, recimo osebnih političnih preferenc, ali se mu zdi, da je treba spoštovati neko autoriteto Evropske komisarke. Mogoče je bila to samo pika na i. Verjetno je bil že sam nagnjen v to smer, niso mogli sicer zaradi vsebine najti kakršnekoli pravne argumentacije, zakaj takega, in je to bila verjetno res zadnja kapljica. Ki ni težko ga povezati. Takrat se je pač bralo, mislim se celo, da si to celo ti objavil, da se gre v ozadju tudi za dogovore o se potem je kandidiral, pa ni prišel skozi. A celo tako, da je kandidiral? Potem je kandidiral, v prihodnih sodniških službah. To je bilo v medijih. Mislim, da si to ti objavil. Potem je motiv tukaj zelo, bi rekel, razviden. Kar je pa največja katastrofa, da je pa zagotovo stvar prišla iz Slovenije, zato ker kdo bi pa imel interes sicer za oprostite, neko Slovenijo, jaz imam to državo neskončno rad, ampak stališča Brusla je pa ena od 28 in nas je 2 milijona od 450 milijonov. Ampak to še eno vprašanje, tako se mi zdi zanimivo. Vse usklajeno, vse povezano, Ljubljana, Bruselj, Ljubljana, krog zaprt. To, recimo, da Evropska komisija uspe, pač Vera Jourova, pa kakoli neka večina znotraj Evropske komisije uspe tako pritisniti na tega Ačeta, da se potem stvari tako speljajo, kot so se speljale. Zdaj Matej Lahovnik pravi, da to kaže tudi na to, da je levica v bistvu močnejša v Bruslu kot recimo desnica pri nas. Absolutno se strinjam s tem. Vidimo, samo če zadnja leta gledamo primere. Če pa pogledamo, recimo, bom rekel tehnično, številčno, pa vidimo, da ima desnica vedno več evropskih poslancev. Ker levo-desno ni več bistveno. Ker levo-desno ni več bistveno. Gre za obrambo nekega establishmenta in očitno je lokalni močni establishment uspel v Bruslju dobiti večjo podporo. Če samo pogledamo, da je v mandatu zadnje Janševe vlade, v času covida, recimo, je Bruselj skakal na vsako zadevo. Skakal je, da se demokracija v Sloveniji ruši zaradi napada na medije. Zaradi pritiska na STA, pritiska na RTV, zaradi tvitanja predsednika vlade. Zdaj, ko smo videli zadnji primer dejanskega napada na medije v času Golobove vlade, in to je odnos gospoda Zdolška, ki še enkrat ni bil to gospod Zdolšek, to ni bil odvetnik Roberta Goloba kot fizične osebe, to je odvetnik predsednika vlade in tam nastopa kot predsednik vlade, ki ima obveznosti do medijev in potem vrže iz pisarne, sklicuje še v svoji pisarni pogovor z nekaterimi novinarji, to je napad na medije. Iz Bruslja niti besedice o temu. Skratka, zagotovo obstajajo dvojni vatli pri establishmentu, ki v Bruslju je dejansko ugrabil Evropsko unijo in Evropo. Jaz bi se strinjal, mislim, sam ne bi rekel to, da je neverjetno, mislim, neverjetna je premoč levice v vseh segmentih te države nad tako imenovano desnico ali pa recimo premoč globalistov nad suverenisti ali pa karkoli. Zdaj recimo 25 let nazaj to ni bilo poravnano, zdaj se pa ta slovenska tako imenovana tranzicijska levica pač poravnala z globalisti. 25 let nazaj je bila Evropa normalna, ko smo mi prišli 2004, ko smo mi vstopali in prišli v EU, je bila to normalna EU. Ta EU ni normalna
oddaljena od bi rekel, eksperimentov Angele Merkel naprej. Ampak kljub temu bi rekel, da tej desnici uspe, bi rekel, neverjetno, zaradi neverjetnega entuzijazma nekaterih ljudi, bi rekel, kulturnih, bi rekel, pobudnikov, ne, tako smo recimo pripeljali skozi referendum, potem je ta referendum oziroma pač podpise, pa zdaj je pač veliko vprašanje, ne, referenduma o bi rekel, prisilni evtanaziji, ne, ki bo 23. novembra, ne, tle se bo zdaj spet pokazali in sem prepričan, če bo cerkev ravnala pametno, ne, Tamara Vonta je v državnem zboru zelo jasno povedala, ne, kako naj ravna, ne, ker češ, Kristus je pač zavezan, je rekel, moje kraljestvo ni od tega sveta, kraljestvo Tamare Vonte pa je od tega sveta, ker je čist jasen, cerkev dobila, mislim, lepše enciklike od papeža ne bi mogla dobiti, ker to, kar je povedala Tamara Vonta, ki je rekla, ne želim, da naredite to, se pravi, cerkev mora razumeti, naredili bomo to, rekli bomo vernikom, pejte 23. Glasujte proti temu, da bo zdravniki primorani v to, da vas ubijajo. Zdaj, popolna tišina je tu strani predsednice državnega zbora, ne? Ti si jo prej omenil, Urške Klakočar Zupančič, popolna tišina je strani predsednice republike. Ne? Seveda, ker jim je neugodno, ne? Še posebej, ker sodijo v, bom rekel, v isti segment naše družbe. Razumem, to, kar je bilo rečeno, glede odnosov, torej slovenske tranzicije, ne? Ravno obvladovanje pravosodja je eden od največjih vzvodov moči slovenske tranzicijske levice. Ne? In tam se dogajajo zadeve, ki bi v normalni državi bile dejansko nemogoče. Ne? Torej, pokrivajo se določeni ljudje. Zakaj? Ker spet pravosodju ni treba, oziroma ljudem v pravosodju ni treba skrbeti za svoj ugled, ker se jim čisto nič ne zgodi. Odvetnikom ni treba skrbeti za svoj ugled. Spremljam od blizu primer Federica Pignatellija na Wolfovi ulici 1 proti veliki odvetnici komunistične elite Tjaši Andrej Prosenc. In zdaj, Federico Pignatelli je poslovnež svetovnega kova, izjemen strokovnjak za finance, upravlja z ogromnim premoženjem, dela po vsem svetu. In je rekel, da mu enostavno ni moglo pasti na pamet, da bi moral biti previden in ne zaupati svoji odvetnici. Je rekel, pa se zato vzameš odvetnika. Ne? In kaj se je zgodilo? Dobila je zelo jasna pisna navodila, kako izpeljati, kako upisati sklepe skupščine v sodni register, podpisano po alinejah. Ena od alinej je bila, direktor je še naprej Federico Pignatelli. S tem papirjem je Tjaša Andrej Prosenc prišla do notarja Miro Košaka, notarja, ki v imenu skupnosti skrbi za korektnost nekih postopkov in ponaredila skupščino, torej napisala, da je direktorica po novem Doris Majer Pignatelli, ker je imela tudi njeno osebno zastopanje. Na podlagi tega v sodni register upisala torej neupravičeno direktorico, potem pa ji dajala podpisovati pogodbe, s katero je sama kupila svoje stanovanje, pri čemer je vprašanje kupnine, prodala svojemu sinu trgovino, v kateri je zdaj so prodaje torbice Kipling, pri čemer kupnina ni bila nikoli plačana, nakazana. In na sodišču je Gregor Prosenc izjavil, da je takrat 400.000 evrov, to bi danes bilo 1 milijon, dal v gotovini. In to niti ne podpisnici, neupravičeni podpisnici pogodbe Doris Majer, ampak nekemu njenemu prijatelju. In sodišče kaj je naredilo? Enostavno rekel, ja, družina Prosenc bomo pa ja, verjeli se, to je pa del slovenske elite, razumete? In nič se ni zgodilo. Odvetniška zbornica, ko je dobila prijavo, da je odvetnica se izneverila svojemu klientu, to je najhujše, kar lahko odvetnik naredi, je enostavno njej verjela na besedo, da res je na papirju bil napisan Federico in njegov brat kot lastniki podjetja, ampak da neformalno je ona vedela, da je to njegova mama, pa da so se strinjali in etična in disciplinska komisija pokrijejo hrbe te odvetnici, ker ne skrbijo za ugled odvetništva ali pravosodja. Če jaz prav razumem to zgodbo, da ti jo podobno spremljaš, tukaj je šlo za to, da je v bistvu ona svojemu klientu na neki način ukradla neke nepremičnine. Ja, seveda. Federico Pignatelli trdi, da je torej izneverila se mu je, ponaredila dokumente in mu ukradla stanovanje in trgovino. In se trudi na sodišču, bom rekel, boriti za revindikacijo, za vrnitev njegovega premoženja, ampak ne uspeva, ker je dovolj dolgo skrivala, da slovenske sodišče presojajo, da je zadeva zastarala. Čeprav revindikacija nikoli ne zastara, kar so tudi profesori prava potrdili, ne? Ampak po tej interpretaciji, ker ni šlo tudi za posameznika, ampak za podjetje,
je interpretacija slovenskih sodišč, da je zadeva zastarana in enostavno nima Ampak ni ta Tjaša Andrej Prosenc, ona je sodila v bistvu vrh, ne, te ona je bila elite, ne, del podpredsednica komunistične elite. Olimpijskega komiteja, Tako ne. je. Mislim, da skupaj je bila z Janezom Končančičem, prijateljica od Milana Kučana. Da. In kljub temu je šla, bom rekel, na take jaz sem slišal še druge operacije. zgodbe o njenem delovanju, ampak Saj o tem zaradi ne tega morem je šla, govoriti, ne. ker nisem tako blizu spremljal, ampak da, zato si je to privoščila. Ne. Obstaja še druga zadeva. Povedala je, da si to Ona je nekako vodila lahko tudi privošči. postopke denacionalizacije. Ne. To je družina Majer, je bila ena najpremožnejših družin v Sloveniji pred vojno. Imela je ogromno premoženja, tudi na Bledu, recimo, od vil, tovarne in tako dalje. In baje se je cel postopek dolgo vlekel in šele ko je gospod Pinjateli ugotovil, da se mu je izneverila, vzel druge odvetnike, je šel preverjati, kaj se dejansko dogaja s tistim postopkom in je ugotovil, da je postopek zaključen, da je konec. On sicer ni dobil niti centa in potem so šli v arhiv pogledati, kje je spis. Torej, kje je spis o denacionalizaciji družine Majer. In to je edini spis, ki manjka. Tega spisa enostavno ni v arhivu. Je kje pa je? Torej, kdo ve? Federico Pinjateli trdi, da po njegovi oceni ga je lahko vzela samo Tjaša Andrej Prosenc. Torej, on trdi, da je bila edina, ki bi lahko ta spis pa tečejo zdaj kakšni postopki zopet potekajo razni postopki, ampak To je pa res zgodba za evropske medije, vsaj za italijanske. torej tudi odškodninski, ne, skratka, to je nekaj To poslušati ne moreš verjeti. Mislim, glede na to, da je Pinjateli prijatelj od Trumpa, ne, je to zgodba za New Yorker. Ne, veš, to je dejansko, ko se je pogovarjal, rekel je, da ko se je pogovarjal z vodstvom Netflixa, so rekli, da to je za narediti film ali pa celo serijo iz te zgodbe, ker to je samo peščica, bom rekel, celotne, torej par zgodbic iz neverjetnega niza dogajanj povezanega s to Volvovo 1. Jaz to recimo, da bi v Franciji en odvetnika, da bi spremenil ta sklep in opisal nekoga drugega. 10 let bi dobil. 10 let bi dobil vsaj. Pa verjetno tudi notar, ki je dal pečat za to. Ki je tudi verjetno vedel, zakaj se gre. Notar mora vedeti, notar ne more ne vedeti, se njegova naloga je, da pogleda. Njegova naloga je, da pogleda in da je skrbnik zanesljivosti dokumentov, ki grejo skozi njegove roke. No, ampak zdaj, ko praviš, pravosodje, tako se mi zdi včasih, se mi zdi, da pravosodje pa RTV Slovenija sta najbolj nereformirani instituciji še v tej državi. Vse to je bistveno, kako delujejo te strukture v pravosodju. Vse v pravosodju so pošteni, dobri ljudje. Tudi tako kot v policiji, v vseh državnih aparatih so pošteni in dobri ljudje. Ampak dovolj je, da jih je nekaj, ki znajo izkoristiti postopke. Kot bi rekli, malo jih je, ampak so dobro razporejeni. In bistveno je, da ključni primeri pridejo v roke pravim ljudem. In to je bistvena zgodba, ki si prej omenil gospoda Pogačnika in delovanje sodnega sveta. Jaz mislim, da je eden od razlogov za napad na sodni svet zdaj, da po pogovorih z številnimi, dajmo reči, in iz pravosodja in uporabniki iz prve vrste, torej odvetniki in drugimi, se ugotavlja, da je ta zadnja sestava sodnega sveta kaže neke znake kot neke lastovke sprememb, dajmo reči, v slovenskem pravosodju. Da kaže prve znake nekega poštenja po dolgih desetletjih prevlade napačnih ljudi v pravosodju, očitno se kažejo neki prvi znaki in stare strukture preko gibanja Svobode zdaj poskušajo zadušiti te prve znake, ker jim je to enostavno preveč pomemben aparat, da bi ga še spustili iz svojih rok. Mislim, tukaj zdaj pri sodnemu svetu, predsedniku, v tem iztekajočem se mandatu, zaradi teh okoliščin rojstva, 70 let in tako dalje, Miodragu Đorđeviću, tu prihaja do absurdne situacije. Gibanje Svoboda, Lena Grgurević je vložila amandma, po katerem naj bi omogočil predsedniku Vrhovnega sodišča, da to opravlja do 75. leta, pri čemer naj bi ta amandma začel veljati z 1. januarjem. Kar pomeni, da je v bistvu amandma samo za eno osebo. Mislim, takih primerov tudi pri nas ni bilo že dolgo časa. Točno, gre očitno za to, da prihajajo, torej da v pravosodju se spreminja razmerje med dobrimi in slabimi. Tukaj se jim je zgodil sodni svet. In jim je zato, zaradi tega seveda ključen vsak zanesljivi človek. Vsak zvesti vojak neke, bom rekel, te stare strukture je tako pomemben, da ga enostavno ne morejo pustiti v penzijo.
Zdaj, Boštjan, ni to zdaj nenavadno, no, tako bom rekel, mogoče bi Vodeb znal to odgovoriti, ampak se boš tudi ti znal, ne, recimo, da te zdaj amandmane zoper ta sodni svet in pa za Miodraga Đorđevića in tako dalje vlagata Lena Grgurevič, ne, mariborska poslanka, ki ni uspelo, če pa že večkrat kandidirala, ni uspelo postati sodnica. Ne. In recimo Urška Klakočar Zupančič jo tukaj suportira pravnica, ne, ki je končala v bistvu pravniško kariero na nivoju okrajne sodnice v Kamniku. Ne. Brez kakšne zavidljive pravosodne kariere. Ja, če smo pri Vodebu, bi rekel, ti si rekel, da molčita v zadevi, bi rekel, Vera Jureva, ne, in da molčita Urška Klakočar in predsednica države. Sem že mislil, če smo pri Vodebu, ne, da je Urška Klakočar zaposlena s recimo pomembnejšimi zadevami v zadnjem času, pa ki pritegujejo njen interes, a ne, kot pa stvari javne RTV in tega. Ne. Se so vsi razumeli, kaj sem hotel reči, ne, se to, ki se za roke držita, bi rekel, ne sam za roke, sem bral, za roke se držita. Bral sem zdaj v vseh medijih, nekdo prvi objavi, ne vem, Lady, žurnal in vsi povzamejo izjavo zdaj, ker Urška Klakočar Zupančič je jaha konja, ne, in znan sta obiskala v Kamnici, ne, pač, in je bil pač, Boris Zuljan se je očitno prvič dotaknil konja in prav, da je to nebesni, božanski občutek, kad dotakneš konja in vidiš tako lepo živali in tako dalje. Tako da hoče več in to vsi mediji v bistvu povzamejo. Medtem ko Klakočarjeva pač pouči okoli teh stvari. No. Seveda, se pravi, očitno je zaposlena s pomembnejšimi stvarmi. Tako da, ja. Grgurevičo vlaganje amandmajev. Ja, prvič le, kar mene blazno motijo, recimo, da zakonodajna veja pač določi nek okvir ali karkoli, druge veje oblasti, to sta ločeni veje oblasti. Eno je pravosodna sodna veja, drugo je zakonodajna veja, to je vršna veja. Te veje v pravi demokraciji morajo biti ločene, ampak recimo, da sprejmemo pač zakone gor dol, ampak da se pa sprejema zakon, ki pa tako globoko združuje novela zakona, ki gre pa na eno samo osebno oziroma na eno samo osebo, ki se rešuje, bi rekel, pred penzijo. Mislim, to je pa nekaj, kar je popolnoma nepojmljivo, da do tega lahko sploh prihaja, da se nihče od ustavnega sodišča karkoli v javnost ne oglasi in reče, poslušajte, to bomo mi dobili v presojo in bomo to zavrgli, ker to pač ne more biti. Tle, ne samo, da te dve veji nista ločena, ampak ena veja v čisto konkretnem primeru posega oziroma zlorablja svoj položaj za to, da rešuje, bi rekel, vojaka Rajna, kot se reče, ne, v filmu, Đorđevića, ki pa po nobeni logiki na nobenem sodišču nikjer na svetu, se pravi v civiliziranem svetu, ne bi mogel biti, preprosto, ker ni sodnikov, ki imajo pištolo in lobanjo na mizi in se s to fotografirajo. Tega ni. Je pa zanimivo, sem gledal Đorđevića na tiskovni konferenci, ki je šel pač braniti ta svoj položaj, ta njegova logika, ne, ki je zdaj pač, bom rekel, povedal, ne, da bi v bistvu predsednik, ne sodni svet, predsednik Vrhovnega sodišča bi mogel biti tisti, ki imenuje sodnike. Ne. On si predstavlja celo, da bi kot predsednik Vrhovnega sodišča, zdaj, ko po domače rečeno, bil nek mandatar za imenovanje vseh sodnikov v državi. Če se kdo ne bi strinjal, pa pištolo, če pa ni pištolo, približki. In to kaže seveda tudi to, bom rekel, spremembe, ki smo jih doživeli zadnjih 20 let, ravno v politični kulturi. Ne. Ko je iztekal zadnji mandat predsednika Kučana, so se pojavile neke ideje v ozadju, da bi se šlo v spremembo ustave in da bi se dejansko celo dobilo večino, ki bi omogočilo gospodu Kučanu, da nadaljuje, da gre ponovno na volitve z novim mandatom. In takrat gospod Kučan bil dovolj seveda odgovoren in tudi do države in je razumel in je seveda zavrnil in ugasnil te ideje in sploh razmišljanje o tem, da bi se za njega recimo spremenila ustava. Zdaj, po 20 letih vidimo, da niti tega odnosa ni več, spet, kot smo rekli, do državnih funkcij, do tega, da se zna ločiti, kaj je ena oseba, en ego, ena fizična oseba od tistega, kar zastopa, ko zaseda vodilno funkcijo v katerem koli državnem aparatu. Mentaliteta se je očitno spremenila. Kaj se je zgodilo, da je zdaj smo prišli do take faze? Jaz mislim, da smo v zadnji fazi tranzicije. Zdaj lahko govorimo o tem, že 30 let smo v tej tranziciji. Mislim, to je že predolga doba, da sploh uporabimo izraz tranzicija, ampak prihajamo do konca neke dobe, do konca dobe, v kateri je tista generacija, ki je iz 80-ih v 90-ta, torej pripeljala Slovenijo, dejansko doživlja zadnja leta svojega delovanja. In jaz verjamem, da so volitve prihodnje leto
zadnje volitve Prve republike. Torej zadnje volitve prvih 35 let naše države, torej zadnje volitve tistih generacij, ki so naredili ta prva dva velika koraka. Vzpostavili državo in jo pripeljali v evroatlantske integracije. In mislim, da v tej zadnji fazi so enostavno popustili vsi zadržki, vsa odgovornost do državnosti in da se gleda samo še čisto na osebni egotrip, torej na prepričanje, da si zgodovinsko dan kot edini, ki lahko nadaljuješ opravljanje neke funkcije. In prihodnje leto bodo zato volitve pomembne tudi zaradi tega, ker bo to pika na i nekega obdobja in to je obdobje, v katerem se je dejansko zgodila neka komunistična rekonkvista. Kmalu po tisti prvi Demosovi vladi se je dejansko vzelo nazaj, torej so stare strukture vzele uzde v svoje roke in ponovno zagrabile ključne elemente državnih aparatov in mentalitete Slovenije. In zato cepetamo na mestu. Zato Poljska šiba 30 let enega razvoja, mi pa dejansko izgubljamo tisto prednost, ki smo jo imeli in nas drugi zdaj dohitevajo in prehitevajo. Zanimivo, kako smo pozabili na to pravosodje, ne? Mislim, kada bi pozabili. Je bilo ves čas je bilo nekako ustrajno, vedlo se je ves čas, da je to eden ključnih aparatov oblasti. Je bilo napad na sodišče, ne? Ja, ampak kaj se je zgodilo? Ponavadi so kritizirali so ljudje, ki so za dominantne medije napačni. Ne? Kritizirali so predvsem ljudje z desne. Ne? Zelo malo ljudi, torej zelo malo levih politikov je bilo v primežu pravosodja. Zoran Janković, ki je sicer potem na hrvaški televiziji razložil, da sicer dokler je on edini garant za obrambo pred Janšo, mu nobeno sodišče nič ne more, ampak večinoma so bili torej žrtve, dajmo reči, političnih procesov, predvsem Janez Janša, Franc Kangler, torej predstavniki desnega pola. Metka Tekavčič je bila žrtev, ne? Metka Tekavčič je bila takrat tako, je bila stranska žrtev takratnega napada na ministra Mramorja. Stranska žrtev, pa bila je žrtev. Ampak zaradi tega ona tudi ni del nekega vladajočega aparata, ampak je tudi pri socialnih demokratih nekako na strani. Frakcij si spopadal znotraj vlade, kako? Takrat v tistem momentu tistega napada na ministra Mramorja, ki mislim, da je bil popolnoma neopravičen. Se še veliko dekanov pač Ljubljanske univerze, kolateralnih žrtev tega napada, ki bo popolnoma neopravičen. No, jaz vam na to, ker se sam še nekaj dodam, še ena žrtev, meni popolnoma nerazumljiva zaradi brutalnosti napada nanj, žrtev represivnih aparatov. In to je pa gospod Magajna. To, kar so represivni aparati njemu naredili, uničili življenje z izmišljeno zgodbo pedofilije, meni je nejasno, zakaj taka brutalnost v napadu nanj, ki kljub temu, da je bil en poslanec, ki je občasno glasoval, lahko drugače, ni bil, bom rekel, nevarnost za staro oblast. Lotili so se ga tako brutalno, da mi je to dejansko nerazumljivo ves ta čas, zakaj so se ga na ta način zato, ker ni glasoval za ampak to je premajhen razlog za takšen način napada. Njim je vseeno, ta mentaliteta ne trpi nikogar drugega, to je mentaliteta, ki izhaja, pač ti ljudje se nikoli niso distancirali od najhujših grozodejstv, ki so jih leta 1945 počeli. Nikoli, še vedno imamo spomenike tam, ne samo, da imamo spomenike Kidriču, pred njega se pač prav ta ista vrhuška hodi klanjata, in to je logično, da oni ne trpijo nikogar. Magajna, smo sami ugotovili, dveh stvari ne dajo iz rok, RTV-ja pa pravosodja. In Magajna je bil v nekem trenutku na poti temu, da bi dal... Samo to ima res, Sebastian prav, to je tako, vseeno je to majhen razlog, za takšen brutalni obračun. Za tako brutalnost. Niso vsega, se tudi mene so se lotili. Kakšen razlog je pa to? Jaz sem bil od strani Helene Vidic obsojen na zaporno pogojno kazen zaradi stavka o Giuseppe Pieraciju Jožetu Pirjevcu, za katerega me je potem vrhovno sodišče pač v celoti, ne samo, da je vrnilo v novično sojenje, ampak v celoti oprostilo in zavrglo kot absurdno iz 10 razlogov svobode izražanja in vsega tega. Ampak mi je Helena Vidic
Bizjak Vidica, tedaj mi je rekla, me je obsodila na 2 meseca, rekla, ker imam 2 meseca, se pravilno spominjam, zato ne morem jančiti, ampak za 2 meseca sem bil obsojen, pa da 6 mesecev bi dobil, če ne bi imel 2 majhnih otroka. No in ona je potem... olajševalna okoliščina. Kot olajševalna okoliščina, zaradi stvari, ki jo je potem Vrhovno sodišče popolnoma razveljavilo. Če smo že pri pravosodju, povem še to. Rok Čeferin je tedaj povedal Silvestru Šurli, on pa meni, in Silvestra Šurla nikoli ni lagal, in zato verjamem, da se je to zgodilo. Lahko pa naslednjič te je pozvan, da Roka Čeferina posedeš in Silvestra Šurla zraven, pa lahko to preverimo. Da je Rok Čeferin tedaj rekel, ko je ta zadeva Pirec vložil tožbo, to bo Turk sigurno dobil, zagotovo bo to dobil, ker je to čisti primer svobode izražanja, plus to sigurno bo Turk to dobil. Rok Čeferin tisti, ki je na Ustavnem sodišču glasoval zoper to svoje mnenje, in meni in Pirjevcu, bi rekel, in vnovič, ko je Vrhovno sodišče že odločilo, zavrglo v celoti, vnovič to po 15 letih, tako rekoč, 10 let in pol, reaktualiziralo in mene obsodilo na plačilo 10.000 evrov. Če jih ne bi mogel plačati, bi šel pa sedeti. Tako da to sem tudi jaz skusil. Ali je možno, recimo, da se zaradi tega primera Accetto naredi recimo kakšna preiskovalna komisija, ki to stvar razišče, kaj se dejansko dogajalo v tistem pogovoru med njimi? To je možno, bi bilo pa zanimivo videti ravno zaradi tega, kar je prej Boštjan omenil, zaradi načela delitve oblasti, kakšne bi bile reakcije tukaj. Jaz mislim, da bi bilo upravičeno, ker gre za možnost politične zlorabe ene od javne funkcije v eni zelo pomembni, torej v vrhu ene veje oblasti, in bi to bila možnost za prihodnji mandat. Sploh, ker bi pomembno vplivalo, torej ne samo zaradi tega, da se razišče, kaj se je dejansko zgodilo, ampak bistvo vsake take komisije, bistvo vsakega takega raziskovanja je, da se uredi delovanje za naprej. Da se vidi za temeljito spremembo, mogoče mi dejansko bi potrebovali drugo republiko, potrebujemo eno temeljito, je treba predihati naš celoten ustavni red. Jaz ne vem, kaj konkretno imaš. Preiskovalna komisija Državnega zbora se ustanovi. Zdaj Nova Slovenija zoper to pa ne more nič imeti, ker kot izhaja iz moje knjige, je Vera Jourova sama povedala, zakaj je prišla v Slovenijo in da pričakuje, da se to kmalu reši. Tako da preiskovalna komisija Državnega zbora bi bila nujna, jaz sam pa se obvežem zaradi svoje vesti Republike Slovenije, da bom naredil vse, da se to ne bi pozabilo. Tudi v tujini. Če pride zdaj do odhoda Miodraga Đorđevića in do odhoda pač Marjana Pogačnika, predsednika Okrožnega sodišča, kaj bi recimo to? Jaz mislim, da bi bilo to bo veliko pomenilo. Kako? To bo zagotovo veliko pomenilo, ne glede na to, kdo bo recimo naslednji. Ne vem, če si videl, je izglasoval kandidata, ki ni Đorđevićevo nadaljevanje. Tista kandidatka, ki je bila njegovo nadaljevanje, je izgubila volitve. Jaz mislim tako, da je korak za korakom treba priti do preloma predvsem kulture v teh aparatih. Predvsem tega občutka odgovornosti do veje oblasti, kar pomeni, da ne bodo svojim samo pokrivali hrbet. Enako velja za odvetniško zbornico. Ko bo odvetniška zbornica pošteno sankcionirala svoje člane, ne pa da jim prikriva, torej da jim krije hrbet, takrat se bo mogoče tudi ugled odvetništva spremenil. Enako velja za čisto vsako področje. In to je stvar kulture. In kulturo lahko prinesejo samo novi ljudje z novo, drugačno prakso. Jaz bi mogoče še en odgovor na to, ker zdaj nas je malo zapeljalo, pa čisto po pravici. Ti si vprašal, kaj se je zgodilo v teh 30 letih, si vprašal Sebastiana, pa potem si hotel tudi mene, da se je pač stvar tako obrnila v Sloveniji. Jaz mislim, da en ključnih razlogov je naslednji. Mi smo leta 89-90 iz nekega abnormalnega totalitarnega sistema prišli v demokracijo. In svetilnik naša, to so takrat priznali tudi, bi rekel, komunisti, Evropa, zdaj je bila Evropa. Ampak ta Evropa je bila popolnoma drugačna od te, kot je danes. Ta Evropa je bila narejena, pa je bil kancler Kohl 90. leta, je bila narejena po principu 2 teles kralja. Politik uteleša odgovornost
za svoj narod, za ljudstvo. In to je delovalo. In dokler je to tako bilo v Evropi, je tudi Slovenija imela zelo jasne korektive postavljene ne samo v Bruslu, Berlinu, Bruslu, Parizu in tako naprej. Konec koncev Mitterranda ne morete primerjati z Macronom. Mitterrand, ki je bil, jaz se ga spomnim, slikan s knjigo v roki v francoskem inštitutu. Moj prvi spomin na Mitterranda je uradni fotograf, predsedniški, je imel knjigo v roki. Macron izjavlja, da ni francoske kulture, te klasične francoske kulture, ampak da je več kultur na območju Francije, od maorske, islamske, ni nič proti islamu, ampak francoska kultura je francoska kultura. Ta prelom se je zgodil. Ne? In zato imamo Vere Jourove, Ursule von der Leyen, Hans-Gerd Pöttering, ki je bil predsednik EPP-ja. A to je bilo 20 let nazaj, a to je bila ena velika figura, univerzitetni profesor, ki je bil zgled človeka. Ne? A ne bo Vera Jourova zgled, komu pa je lahko Vera Jourova pa Ursula, a jaz lahko Ursula von der Leyen dam svojim študentom za zgled. Ti si sploh znan kritik njen, ne? Ja. Ne, jaz ne kritiziram kar tako. Jaz kritiziram glede na dejstva in glede na dejstvo sprašujem, ali jaz Ursula von der Leyen, ki bi jo seveda moral, in Hansa-Gerda Pötteringa, predsednika EPP 20 let nazaj, bi dal za zgled svojim študentom. A lahko dam Ursula von der Leyen za zgled? Bo šli na internet, bojo najprej najdel to. Profesor, oprostite, kako? Če je poneverila 43,5. Jaz sem kritik, seveda sem kritik, zato ker je ta Evropska unija v dobi Angele Merkel, kot pišem, pač prišla, prepolovila svoje kompetence v primerjavi z ZDA v 20 kritičnih letih, v katerih je v Sloveniji nazaj, bi rekel, obnovila ta mentaliteta, ki je bila prej. Ne? Dobro, zdaj bomo pač videli, kako se bo naprej razvijala ta afera z Accetto, čeprav mislim, da bodo mediji pač pritiskali na to, da se zadeva nekako ponikne, ne? Čimpej, ne? Zdaj je odvisno od, bom rekel, tako civilne družbe, kot alternativne politike, da drži to zgodbo živo. Ne? In je treba to nadaljevati, ne samo zaradi Slovenije, ampak res, tudi zaradi sprememb v Bruslju, ki so nujne, če hočemo, da se Evropska unija nadaljuje. Veš, tudi, zdaj, še to pa končamo, tudi nekako se mi zdi, koliko spremljam, ni nekega zanimanja tujih novinarjev za to, ne? Zato jaz ne razumem, da slovenski novinarji ne vidijo tukaj priložnosti, da bi se izven meja naše države mal proslavili. Recimo, če že govorimo o publicistih, pa to jaz jo vidim. Ne? In jaz sem se tu obvezal da ne bom v tem tiho. Ne? Pa še nekaj bi rekel, najbolj kompetenten po vseh mednarodnih kriterijih od ustavnih sodnikov je Klemen Jaklič. Ima dvojni doktorat z Harvarda. In s Cambridgea iz Harvarda. In poslušajte, kaj so z njim delali? Pa čisto po nedolžnem. Stalno se je vrtel v medijih, ker je tam na obrobju nekega gozda gradil neko hišo z vsemi računi, z vsemi papiri, z vsemi dovoljenji in ker je popolnoma po vseh zakonih predaval, kaj pa ne počne dvojni doktor Cambridgea pa Harvarda, ko da daruje svoje znanje naprej. Predaval na eni, kaj so počeli? Ne? Tu pa čista tišina. Dvojna kriterij, dvojni vatli, dvojna merila. Dobro, s tem bomo končali, razen če bo Sebastian še kaj dodal. To je to. Skratka, Boštjan pa Sebastian, lepše hvala za vajne komentarje današnje. Vidimo se pa seveda že ta petek v novi uri resnice, do takrat pa ne pozabite, kjer je bojanje tudi požar.